Sloveneca. Dve besedi, ki sta bili sveti vsem, ki so se borili za samostojnost Slovenije. Seveda tudi glavnim akterjem osamosvojitvenega procesa, ki so nosili breme velike odgovornosti v času oboroženih spopadov. Danes je z nami obrambni minister takratne Demosove vlade. Na vseh demokratičnih volitvah je bil izvoljen v državni zbor, medtem pa še 3-krat postal obrambni minister, 3-krat predsednik vlade Republike Slovenije in v tem času je tudi 2-krat predsedoval Svetu Evropske unije in je tudi drugače dejaven v širši mednarodni politiki. Gospod Janez Janša, predsednik stranke SDS, vabljeni k besedi. Spoštovani svojci Miroslava in Antona in drugi, če ste tukaj svojci tistih, ki so se odzvali klicu domovine, pa jih danes ne več med nami, spoštovana gospoda župnika, gospod župan, veteranke in veterani, dragi rojaki. Na prvem mestu zahvala za to, da na tem mestu ohranjate spomin na tisto, kar je največ vredno. Na tisto največjo možno žrtev za domovino, za tisto, kar nam je najdražje. In se spominjate dveh svojih rojakov, ki sta na oltar slovenske domovine dala svoje mlado življenje. Vojna za Slovenijo je bila kratka, vendar je bila vojna. V tej vojni so bile tudi žrtve in te žrtve so tisto, kar ne sme nikoli utoniti v pozabo. Slovenci imamo v svoji zgodovini sjajne dogodke, kot je bilo prej rečeno, tudi v pesniškem stilu, sjajne ljudi, zaslužne za to, da danes kot narod obstajamo. Verjetno ste tudi vi, jaz sem recimo srečal na tisoče ljudi iz tujih krajev, iz tujih držav, ki so prišli v Slovenijo in med njimi ni bilo nikogar, ki ne bi bil navdušen nad lepotami naše domovine. Bil sem marsikje po svetu, tudi mnogi med vami ste bili, lahko primerjamo dejansko Cankarjem je prav. Ni tako lepega koščka tega planeta, ker je toliko lepot združenih na tako majhnem kraju, kot je to naša domovina. In Slovencev nas je danes, zdaj če smo zelo optimistični in štejemo tudi vse rojake, ki živijo v zamejstvu in po svetu, nekaj več kot 2 milijona. Tisti, ki poznate malo bolj zgodovino, veste, da je v zadnjih stoletjih ali pa tisočletjih na tem planetu prebivalo mnogo narodov, ki so bili mnogo večji. Nekateri so celo zgradili velikanske imperije, pa jih danes praktično ni več na seznamu članic Organizacije združenih narodov. Slovenci pa smo se ohranili. Se pravi, nekaj je v nas, kar je pripomoglo k temu, da smo vztrajali skozi stoletja, velikokrat tudi zelo neprijazne zgodovine in da smo pred 30 leti dobili tisto končno potrditev svojega obstoja, se pravi lastno državo, kjer lahko formalno sami odločamo o svoji usodi. To je bil čas, ko si je slovenski narod edinokrat v svoji zgodovini dejansko pisal sodbo sam. Ta Cankarjev stavek je bil velikokrat zlorabljen v času življenja v bivši državi, dejansko pa in se je tudi pisal na pročeljih, pa na odrih stavb, kjer so nekateri drugi skušali pisati samovoljno usodo slovenskega naroda, ampak nikoli v zgodovini ni bilo tega časa, kot je bil čas slovenske pomladi, plebiscita za samostojno Slovenijo, vojne za samostojno Slovenijo, zmage v tej vojni, mednarodnega priznanja, kot pa se je to zgodilo v tem zgoščenem času
pred dobrimi 3 desetletji. Zato je to nek svet čas Slovencev. To je neko vrednotno središče našega naroda, ki je lahko navdih tem, pa tudi vsem prihodnim generacijam. Kajti ne glede na to, kako se danes kdo v Sloveniji opredeljuje politično, vsak, ki razmišlja pozitivno, ima do tega časa pozitiven odnos. Tudi tisti, ki jim samostojna Slovenija ni bila najbolj intimna opcija, danes hodijo na državne proslave in se ne morejo delati, da slovenske osamosvojitve ni bilo in da slovenska država ne obstaja. Lahko ukinejo muzej slovenske osamosvojitve, slovenske osamosvojitve se ukiniti ne da. Je zapisana tudi s krvjo. In predvsem je zapisana v naši identiteti. V generaciji, ki je ta čas doživela, v generacijah, ki je ta čas ustvarjala, je to zapis v DNK-ju. Je del naše identitete, del naše duše in živi naprej. So in bodo časi, ko bo prav tako se potrebno odzivati klicu domovine, vendar pa danes ta domovina ima svojo državo, ima svoje strukture, ni več v položaju, kot je bila takrat, ko smo bili ogroženi z vseh strani, brez pomoči od zunaj, zgolj za silo oboroženi in smo imeli samo znanje, voljo in pogum in s tem smo dosegli samostojno državo. Tudi z žrtvami, ki jih ne bi smelo biti, če v tistem času v takratni Evropi bilo dovolj razuma, pa tudi poguma, da bi se ukrepalo prej, preden je spregovorilo orožje. Žal se tukaj kaj dosti na bolje ni spremenilo v teh zadnjih 3 desetletjih. V času slovenske osamosvojitve se je oblikovalo vrednotno središče slovenskega naroda, ki je lahko navdih, ki je lahko vodilo v časih, ko je potrebno stopiti skupaj in se skupaj odločati pred pomembnimi dilemami. V teh prazničnih dneh, ki zdaj minevajo, ko je ta 33. obletnica slovenske osamosvojitve več ali manj mimo in se bolj začenjamo spominjati časov, ki so pač sledili, smo se veliko srečevali tudi z mladimi in ni res, da mladih to ne zanima. Res je, da slovenski šolski sistem slovenske osamosvojitve ne postavlja v ospredje, kar je zločin nad mlado generacijo in prihodnost je, vendar se tega kljub temu ne da zamolčati. Mlade to zanima, so pripravljeni poslušati o stvareh, ki so se takrat dogajale in predvsem, kar je najpomembnejše, znajo te dogodke vrednoti. Kljub temu, da je v slovenskem javnem prostoru in žal tudi v slovenskem šolskem prostoru polno motenj in tudi smeti, ki skušajo to na nek način, če že ne preprečiti, pa vsaj relativizirati. Za slovensko osamosvojitev je značilno še nekaj. Tisti, ki smo dovolj stari in smo kasneje v letih, ki so sledila naši osamosvojitvi, spremljali tudi to, kar se je dogajalo po Balkanu oziroma po ostalih delih naše bivše države, smo bili šokirani nad nasiljem, nad zločini, nad 10.000 mrtvimi, nad slikami iz koncentracijskih taborišč tam po Bosni, nad begunci, ki so takrat prihajali. V Sloveniji smo takrat pomagali več kot 70.000 ženskam in otrokom iz Bosne, ne glede na narodnost, ki so pač bežali pred vojno. In smo se spraševali, kako je to mogoče, kako lahko neki državi, ki je imela napisano na vseh parolah bratstvo in enotnost, ne pride do takšnega medsebojnega pobijanja in do takšnih zločinov. Nekaj dni nazaj se je praktično cela Evropa spominjala genocida v Srebrenici. In
Zdaj, ko beremo te zapise in analize, kako je to bilo sploh mogoče, moram reči, da smo velikokrat izjemno razočarani, ker se ne zajame bistva. Zakaj se je genocid v Srebrenici zgodil? Zakaj so nekaj podobnega poskušali tudi z nami, pa in seveda to nismo pustili? Jaz mislim, da je odgovor na to vprašanje izraženo v stavku, ki ga je spregovoril bosanski rudar, ki je pomagal pri izkopu žrtev v Hudi jami, žrtev komunističnega nasilja v Hudi jami. Rekel je, v Srebrenici so mojega brata ubili politični nasledniki tistih, ki so prej pobijali v Hudi jami. In to je res. Tisti, ki smo služili vojaški rok v jugoslovanski armadi, vemo, da je v doktrini te jugokomunistične armade pisalo, da je temeljni smoter oboroženega boja fizično uničenje nasprotnika. To je bil prvi stavek vojaške doktrine oziroma doktrine oboroženega boja jugoslovanske, tako imenovane ljudske armade. Mimogrede, ta stavek je še vedno zapisan v doktrini ruske armade, ki zdaj pobija po Ukrajini. Recimo v doktrini Zveze NATO, kjer smo tudi mi člani, pa v doktrini obrambe v Sloveniji, piše, da je temeljni smoter pač to, da imamo tudi slovensko vojsko, ki je sposobna seveda voditi tudi oboroženi boj, obramba domovine, ne fizično uničenje nasprotnika. No in Srebrenica se je zgodila zaradi tega, ker so tisti, ki so ta zločin naredili, verjeli, da delali po učbenikih jugoslovanske, ne ljudske, ampak komunistične armade, in so verjeli, da pač fizična likvidacija reši njihov problem in pomaga, da se doseže cilje. In zakaj so to verjeli? Zaradi tega, ker so na ta način v bivši državi vladali desetletja, na grobovih 100 000 pobitih, pregnanih, preganjanih, pobitih, tako ali drugače fizično odstranjenih iz odločanja, in zato ni bil nihče kaznovan. Zdaj staro pravilo, ki se je izoblikovalo skozi tisočletja, pa pravi, nekaznovano zlo se vedno vrne. In ker zlo, ki je morilo v Hudi jami, po Kočevskem rogu, pa na drugih več kot 700 moriščih po Sloveniji in tudi drugod po bivši državi, nikoli ni bilo kaznovano, niti javno obsojeno, pred leti ni bilo niti Evropskega dneva spomina, zdaj je. V Sloveniji žal še premalo priznan in strani države tako ali drugače obeleževan, se je to zelo lahko ponovilo. In ker ni bilo dekomunizacije bivše Sovjetske zveze, tako kot je bila denacifikacija bivše nacistične Nemčije po drugi svetovni vojni, tam ni nastala neka demokratična cvetoča država, ki je bila lahko dejansko cvetoča zaradi vseh naravnih bogastev, ampak se je rodil nek hibrid, ki danes pobija z enako doktrino, kot je imela Rdeča armada ali pa Jugoslovanska ljudska armada, po Ukrajini in ogroža varnost v Evropi. Nekaznovano zlo se je vrnilo in danes zahodni svet to kruto dejstvo ali pa ta kruti navek zgodovine ponovno spoznava, neposredne posledice čutimo in jih bomo čutili v prihodnjih letih, če ne drugače, pa v tem, da bo potrebno za obrambo in za varnost dajati bistveno več, kot pa smo verjeli po osamosvojitvi, da bo kadarkoli to potrebno. Zdaj, slovenska osamosvojitev je bila drugačna in vojna za Slovenijo pred 33 leti je bila drugačna, kot pa so bili spopadi in vojne na ostalih delih bivše jugoslovanske države.
v Sloveniji nihče ni bil obravnavan za nobeno vojno hudodelstvo, za nobeno kršitev na naši strani, za nobeno kršitev ženevskih konvencij. Slovenske obrambne sile so v 10 dneh spopadov zajele več kot 5000 ujetnikov, se pravi vojakov jugoslovanske armade. Nikomur se ni nič zgodilo, nobenih grobišč ni ostalo za njimi, vsi so prišli domov, dobili so civilne obleke, karte za vlak in so šli lahko domov. Celo tiste, ki so dokazano rušili po Sloveniji, ki so rušili po Gornji Radgoni, raketirali kolone civilnih vozil na Medvedjeku in povzročili milijardno škodo v tej državi, in so bila znana imena, so kasneje slovenska sodišča pač oprostila, kar je po moje napaka, ampak dejstvo je, da na slovenski osamosvojitvi ni nobenega madeža. Noben poveljnik slovenske teritorialne obrambe se ni znašel v Hagu na mednarodnem sodišču, ki je obravnavalo vojne zločine na ozemlju bivše Jugoslavije, in tukaj ni nikakršnega očitka. Torej, Slovenci smo se v glavnem iz krute zgodovine prejšnjega stoletja nekaj naučili in teh napak nismo ponavljali. To je slovenska osamosvojitev nekaj, kar je čisto, nekaj, kar je sveto in česar se je vredno spominjati in ohranjati za prihodne generacije. Torej, hvala vsem, ki tukaj v okviru Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, pa tudi drugih veteranskih organizacij, občin in vsem ostalim krajanom rod drugih krajev, krajnih skupnosti občine Rogatec, ohranjate ta spomin in verjemite mi, da se to splača. Da je ohranjanje spomina pred pozabo na stvari, ki predstavljajo vrednotno središče slovenskega naroda, neka najbolj vredna dediščina, ki jo lahko zapustimo prihodnjim generacijam. Tisti, ki še mogoče razmišljate, ali bi se vključili v te veteranske organizacije, pa ste mlajši, vključite se. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je združenje, ki neguje te vrednote. To ne pomeni, da je lahko član samo tisti, ki bo takrat neposredno zraven, če si se rodil kasneje, nisi mogel biti zraven. Neposredno, ampak spomin in ta vrednotni okvir, to vrednotno jedro je tako veliko, da je tukaj dovolj prostora za vse. Slovenska osamosvojitev je nekaj, kar ima neizbrisno ime, kot je prej dejal gospod Plut, tudi veteran vojne za Slovenijo. Lahko s propagando, pa z nekimi medijskimi monopoli, ti na vse, kar je sveto, lepiš etikete, ga skušaš prikazati drugačno in tako naprej. Ampak s časoma veter vedno odnese pleve, zrna obstajajo in tisto, kar si je pridobilo ime v stvarnem svetu, bo ostalo. Ni več resnic, kot pravijo nekateri. Tudi berlinski zid se ni podaril na obe strani, kot pravijo ti isti. Ne obstaja ena sama resnica, imamo lahko različna mnenja, v demokraciji je to nekaj samo po sebi umevnega, ampak neka stvar se je zgodila, ali pa se ni zgodila. In v svetu žal obstaja dobro in zlo, in zelo pomembno je, da znamo med temi stvarmi ločiti, da se zla izogibamo, da ga znamo prepoznati, da se zavedamo tega, da tudi če se eno zlo spopade z drugim, še ne postane dobro, ampak se to dogaja zaradi različnih drugih interesov in tako naprej. Skratka, zelo pomembno je, da negujemo ta spomin, ker s tem spominom negujemo tudi čut na to, da znamo ločiti med tem, kar je prav in kar ni prav. In slovenska osamosvojitev 100% spada na stran tega, kar je prav, kar je Slovencem zagotovilo formalni okvir in formalno garancijo samostojne Slovenije, ki je sicer povezana v Evropsko unijo, ima pa vse še vedno
atribute lastne suverenosti in na Evropsko unijo smo prenesli toliko pristojnosti, ne, kolikor smo se za to sami odločili, ne, ker verjamemo, da je nekatere stvari pač lažje urejati v širši skupnosti, predvsem pa smo se iz zgodovine naučili, da, in to prav tudi naša himna, ne, da je dobro, da je sosed ni vrag, ampak je mejak, da je z njim treba biti v dobrih odnosih, da se je za to treba boriti in da tam, kjer gre za neke skupne stvari in interese in tukaj na prvem mestu mir, a ne, je potrebno in pametno tudi združevati moči. Zdaj, Slovenci smo znali stopiti skupaj pred 33 leti in hvala vsem, ki ohranjate spomin na to enotnost, pa tudi na ta pogum, ne, ki sta ga zmogla tako Miroslav kot tudi Anton, ko so se odzvala klicu domovine, pa tudi vsi ostali, ki ste bili takrat v poklicanih. Takrat so slovenske obrambne sile v 10 dneh narasle iz 15.000 na 35.000, jugoslovanska armada pa se je tukaj skrčila za 10.000, ob tem, da je bilo na obeh straneh, hvala Bogu, malo žrtev. In podobnega primera v sodobnih vojnah teoretiki, ki se s tem ukvarjajo, na nek način ne najdejo. Torej, vsi, ki nosite veteransko uniformo, bodite ponosni tudi na to. Ta ponos prenašajte na prihodne generacije, tako da bomo Slovenci vedno pripravljeni, če bo treba, slediti temu pogumu in se odzvati klicu domovine. Hvala lepa in Bog živi Slovenijo.